Pa še na domače vrtove. Če nimate ne vrta in ne njive, lahko svojo zelenjavo pridelate kar na lastnem balkonu. Trendi namreč že dolgo niso več le bršljanke in surfinije. V korita in posode lahko sadimo tudi zelišča in druge rastline. Ob nedeljah v naši oddaji namreč skrbimo za ozelenitev planeta, kako izbrati pravo kombinacijo rastlin, kako jih posaditi, kako oskrbovati. Balkonsko cvetje in zasaditve zahtevajo namreč izbrano lego, saj ni vseeno, kaj sadimo na sončno in kaj na njegovo senčno stran. Poglejmo. Zasaditve na balkonih so kot obleka hiše in na vaseh večinoma še vidimo rože. V mestih, sploh tam, kjer ni vrtov, pa lahko na balkonih pogosto najdemo tudi zelenjavo. Daniela, pozdravljeni. Pozdravljeni. Trendi se torej z leti spreminjajo in kakšni so za leto 2021? Trendi v bistvu na balkonih, kot ste omenili, so res gojenje zelenjave. Moderno je v bistvu gojenje dišavnic, pa pri balkonskih rožah so moderne barve oranžne in rumene, oziroma hladni toni, modro-beli toni. Krasno. Midva bova danes zasadila paradižnik. Tako je, ja. To je pač ta del urbanega vrtnarjenja, ko dejansko lahko v korita sadimo razne plodovke, solatnice in si na balkonu potem pridelamo neko domačo zelenjavo, ne. Najbolj pomembno je, da uporabimo kvaliteten substrat oziroma kvalitetno zemljo, kjer bo rastlina rasla. Pozorni pa moramo biti tudi na samo lego. Vse rastline, ki nam bodo dale hrano, namreč potrebujejo sonce. Paradižnik, ki ga zdaj sadimo, je cepljen paradižnik. Za razliko od klasične sadike paradižnika, tega v bistvu posadimo na isti nivo, kot je rastel prej v lončku, ne? Del, kjer je bila rastlina cepljena, ne smemo zasipati z zemljo. Poleg paradižnika lahko posadimo rastline, recimo baziliko, ki bo plodovom dala okus, lahko pa dodamo tudi žametnico ali kapucinko, saj so dobri sosedje, ki se ščitijo pred škodljivci in boleznimi. V lonec bomo dali še oporo, ker paradižnik običajno rabi neko oporo. Lahko damo en kol ali pa recimo 3 kole, jih zvežemo zgoraj, ne? In potem na to oporo razpeljemo paradižnik. Če smo uporabili kvaliteten substrat, gnojenja ta trenutek še ne potrebujemo. Sledi namreč šele čez kakšen mesec, lahko pa za odpornost rastline dodamo preparat s koprivo. In sploh potem na balkonu je že počutje toliko lepše, ko veš, da boš vzgojil svoj paradižnik, pa še baziliko, pa še lepo diši. Pa naravno je, ne? Tako. Paradižnik zdaj mi še ne smemo dati ven, ne? Se pravi, ko so temperature nočne minimalno 10 stopinj in dnevne približno 18 stopinj, takrat je primerno, da paradižnik že raste zunaj, ne? Nasprotnem pa moramo potem pospraviti noter, če so temperature nižje, ne? Zlato pravilo zunanje zasaditve je po ledenih možeh. Če niste ljubitelji zelenjave na balkonu, pa lahko na senčno stran balkona v primernih temperaturah preselite sobne rastline. Na sončne lege zelo lepo pašejo dišavnice, izberemo pa lahko tudi citruse, ki jih bomo, tako kot sobne rastline, pozimi spet morali preseliti v notranjost. Več kot dovolj izbire torej za vsak okus, da ozelenimo naš balkon. Tako je. Najlepša hvala za danes. Hvala vam.